Fantasy. Radio Fantasy. In to je res vprašanje, kaj pa mi? Oziroma, lahko rečem, kaj pa vi, Kšotsevci? Nisem več sama, z mano v studiu je Kristjan Veber, predsednik Kšoca oziroma Kluba študentov občine Celje. Pozdravljen, dobro jutro. Dobro jutro. Pa je prišel ta seksi glas. Ja, jutranji. Jutranji, čakaj se mal. Mal se si mogla mikrofon popraviti, se veš, jaz sem mala pa. Pač tak je. Kristjan, jaz sem te poklicala v studio iz enega preprostega razloga, ker če povzamem mišljenje večine, Klub študentov občine Celje ima ful gnara, Ja. ampak noben ne ve, kaj se s tem gnarom dela. Ker baje, da se ne dogaja nič. Absolutno, seveda. To je res mnenje večine in ga mi korenito na Kšocu želimo zdaj v zadnjem času spremeniti, ker delamo pač res ogromno različnih raznovrstnih dogodkov. Vse posod smo zraven, vse posod se mešamo tako magijo v juho. Tako da res ni dogodkov, ki ne bi bilo pač brez nas v Celju. Tako da če naštejem ene bolj izmed poznanih, recimo zraven smo pri Fullfestu, ki se zelo hitro bliža z MCC-em. Ja. Potem tudi pri kreativnem inkubatorju, ki pride tudi konec Tudi avgusta. tam smo mi. Seveda, Tako da mi se tudi v bistvu vi mešamo. ste tudi magi, ne? Potem pa organiziramo res od različnih pub quizov v naši kavarni, potem do disco ice skatinga, skratka res nešteto dogodkov, ki jih imate vse posod na naših socialnih omrežjih, Facebook, Instagram, TikTok. Tako da zdaj smo res zaštartali od decembra, ko sem prevzel vodenje, res korito, da se res promoviramo kot javni delavci. No, ampak zdaj, ko si rekel, si prevzel vodenje, kako hudiča pa imaš čas voditi, če to glede na to, da pišeš, rišeš, predstavljaš, v tujini si, na 100 koncih si, prostovoljec si, dan ima samo 24 ur, pa 7 dni v tednu. Moram priznati, da sem zelo zreduciral stvari, tako da je v bistvu Kšoc ena izmed redkih stvari, ki mi je še ostala. Zato, ker sem rekel, da se res želim tega projekta dvoletnega, ko imam mandat, lotiti res resno. Tako da vse shendlamo. Zdaj imam res manj stvari, tako da laufa zaenkrat vredi. Zdaj tep pravimo bolj stric iz ozadja, kar se tiče predsedovanja Kšoca. Kaj je sploh vloga predsednika Kluba študentov občine Celje? Ja, definitivno se mi zdi, da bolj kot ugotavljam, je ta vloga ta, da predstavljaš absolutno vse študente, ki so aktivni zunaj in pa znotraj upravne enote Celje. Mi združujemo okoli 500 članov na društvu, ki so aktivno včlanjeni. Zdaj tudi pripravljamo določene ugodnosti za naše člane, od kakšnih fitness ugodnosti, upam, da se tega tudi jaz poslužim, pa potem tudi do v bistvu nižjih kart za koncerte in pa podobno, tudi za Fullfest imajo naši člani cenejše karte. Je pa absolutno moja vloga tudi ta, da pač povezujem upravni odbor, ki največ projektov izvaja in deluje. Imam res en super upravni odbor, ki res super in pridno in marljivo delajo. Te projekte bomo pa še absolutno delali še več, ker nam je res cilj, da še bolj razširimo. Še več. Pa še razširili To se je bomo. tako kot politika, obljubljamo vam. No, politično se ne bomo mešali, v politiko se ne bomo mešali, nismo ta Tako. magi. Ampak vseeno, recimo, kjeri so taki, nekaj dogodkov sva že izpostavila, ki so vidnejši, ampak ali so lahko člani vašega študentskega kluba tudi izredni študenti in falirani študenti? Mi v naše društvo Kluba študentov občine Celje vabimo vse, tudi kot simpatizerje, če že ne drugače kot člane. Tako da res odpremo seveda študentom na odprto roke. Za tiste mogoče, ki vam pa še ni uspelo zrihtati kakšni zadev, pa vas le spodbujam, da prijete mogoče kot simpatizeri, če že druga ne. Članarina za vse študente, ki še niso morda člani? Popolnoma brezplačno. Se pravi, včlanitev je popolnoma brezplačna, tako da dobite vajne ful veliko dobrih ugodnosti. Tako da res se mogoče splača o tem razmišljati. Tako da vsi tisti, ki zdaj razmišljate, pogooglajte, napišite Klub študentov občine Celje, se včlanite in je to. Kaj pa rabiš, kje podatke rabiš za članstvo?
ne vem, zihar kakšna davčna. Ja, potrdilo o vpisu te stvari, to pa naša Ines, generalna sekretarka, ureja, tako da imamo uradne ure, napišite e-mail, pridite in je zrihtate 1, 2, 3. No, ta potrdila o vpisu, včasih smo malo šmuglali s temi potrdili, pa smo se vpisali v kakšno srednjo šolo še, da smo dobili status. Danes nas že preverjajo, zato pa smo nekateri falirani študenti, čeprav moja mama je vedno pravila, študent naj bo, ne, študentka naj bo. Absolutno. Študentki cajti so res lepi. Res so. Res so lepi, sam jih je treba živeti na polno. Tako da midva s Kristjanom bomo zdaj na polno šla s komadom A se rehe, aha, dehe, se veš, tako se bova naredila koreografijo. Potem pa se vama zopet pridruživa, zato da povemo še, kaj novega imajo v klubu študentov občine Celje. Dobrodošli nazaj v studiu Radia Fantasy, kjer nisem sama, z mano je Kristjan Weber, danes tukaj kot predsednik kluba študentov občine Celje. Pozdravljen še enkrat. Dobro jutro. Dobro jutro. Boš posnel kak jingle, Paul? Ja, res bi lahko, ne? Lahko bi, ne? Zakaj pa ne, če si že tu? Ne, če si glih tu, a veš. Evo, mi da s Kristjanom so danes rekla par besed, kaj sploh klub študentov občine Celje oziroma KŠOC, kot ga poznamo, je. Kaj sploh oni delajo in kam gre njihov denar. Ker to se namreč sprašuje kar veliko ljudi, pa sva rekla, dejva danes razpucati enkrat za vse lej, pa kratek povzetek, kdo ste, kaj ste, zakaj ste. Klub študentov občine Celje združuje študenti, ki so v bistvu aktivni znotraj in pa zunaj upravne enote Celje, samo to reči Republike Slovenije. V bistvu sodelujemo res pri večjih različnih projektih in pa pri lastnih in pa tudi pri tujih, tako kot sem rekel, se mešamo kot magi vse posod. In vse naši projekti, vse naše dejavnosti, kaj delamo, lahko vidite na Facebooku, Instagramu in pa TikTok profilu kluba študentov občine Celje. Ampak, kdaj si ti nastopil z svojim predsedstvom? Decembra. Kdaj si pa prevzel kavarno, oziroma KŠOC ima zdaj svojo kavarno, ki se nahaja v Celjskem mladinskem centru. Tako je, ja. Maja lansko leto smo se v bistvu odločili za potezo, da mu vzamemo najem kavarno, ki se je dala najem. Tako da smo jo vzeli, malo preuredili, malo popestrili ponudbo in pa zelo znižali cene. Zelo študentom prijazne cene in posledično tudi seveda vsem zaposlenim. Tako da vabimo tukaj ne samo študente in mlade, absolutno njih, dijake, študente primarno, ampak tudi vabimo vse tiste, ki mogoče bi šli kdaj na kako kavico, ali je to vikend, ali je to čez teden, ali lahko prijete na malce, skratka res karkoli. Ostal se. Malci, ker ura je cajt za malco. Malca imate tudi? Oziroma zajtrk? Ja, imamo te kombinacije nekih prigrizkov in imaš res od različnih toastov z različnimi nadevi, tako da so res zelo dobri. Kakšne jutranje bowle za vse tiste, ki radi obiskujete fitness, proteinske šejke, tudi tradicionalni slovenski zajtrk, pašteta, marmelada, maslo, vse imamo, tako da res vabljeni. To pa lahko vzamete v bistvu praktično kadarkoli v dnevu, ne samo zjutraj. Tako da, če vam zapaše topu sendvič ob 10 zvečer, vabljeni. Koliko ste pa odprti? Odprti smo praktično čez čez vseh 7 dni, tudi za nekatere praznike. Zdaj imamo poletni pa zimski delovni čas, po zimi že odpremo, mislim, da ob 6 zjutraj, zdaj poleti ob 7, če se ne motim. Tako da poleti smo odprti tam nekje do 11 ure, polnoči, ne vem, to pa res ne vem, naj me za besedo vzeti. Po zimi pa potem mislim, da do 10, 11 tu nekje čisto odvisno. No. Ok, torej študenti ne samo, da ga žurate, ste tudi pridni in delovni. Absolutno. Kot sem pa že omenila, študent naj bo, kdo je lahko vaš član? Praktično tisti, ki študirate, tako da. In pa tisti. Jaz študiram, ampak na boljše cajte. Sam nimam potrdila za to. Simpatizerka. Ampak tako kot sem rekel, vsi študenti, vsi aktivni študenti z aktivnim statusom v upravni enoti Celje. Upravna enota Celje pa pokriva tudi Vojnik, Novo Cerkev in pa Štore. Tako da to je treba tudi pametno zavedati. Tako da ne samo celjanari, ampak tudi tisti, ki ste malo zunaj Celja. Ok, super. Kristjan, kjer je zdaj prvi tak dogodek, katerega se lahko udeležimo? Ja, definitivno 2 sta že v avgustu, zdaj julija malo počivamo, ker
so pač počitnice in dopusti. 28. Avgusta imamo eno tako zelo zanimivo delavnico za vse mlade pedagoge, se pravi tisti, ki študirajo bolj pedagoške smeri, z dolgoletno ravnateljico na Švedskem Leo Zollner, se pravi, kako motivirati mlade za poučevanje v šoli, kar se mi zdi v teh časih to zelo pomembno. Nujno potrebno. In pa seveda Full Fest, ki ga organiziramo skupaj z Celjskim mladinskim centrom. Tako da vabljeni. To sem pa že slišal, da je bila tako Hana pri vam prejšnji teden. Res je, Vse vem. Hana je že vse prišla razložiti. Kaj pa recimo prvi dan šole, ko glih pade na ponedeljek, bi vi naredili kako fešto? Seveda, to se tudi obeta 1. septembra. Tako da takrat vabimo pa absolutno vse dijake, več informacij pa več podrobnosti, pa kar spremljate na našem. Sledi kmalu. Tako, v bistvu bo Kristjan prišel še kak dan v avgustu k nam, ko bo potem tudi razkril, kaj, ne bo šel na Švedsko. Priletel bom nazaj. Tako, priletel boš nazaj. Ker Kristjan namreč se hoče odseliti in bo delal nadaljavo. Kar ni, ne pustimo. Ne pustite. Ne pustimo. Drugač pa, Kristjan, kje te lahko še vse najdemo, glede na to, da te poznamo kot pisca, kot prostovoljca, kot tiktokerja. Ja. Ja, no, influencer naj bo. Ja, kje, ne vem, mislim. Na Švedskem. Na Švedskem, v Štokholmu. V Štokholmu. Lila Slingan 22, tam živim. Okay, če greste slučajno v Štokholm, ga lahko ujagate tudi tam. Tako. Definitivno pa ga bomo srečevali tudi še vedno v Celju. In kot sem rekla, predsednik kluba študentov občine Celje, Kristjan Weber, hvala, ker si prišel, hvala, ker si predstavil in razjasnil, kaj vse študentje počnete. Vi pa vabljeni tako na vse dogodke v njihovi organizaciji, kot tudi v kavarnico, ki se nahaja v Celjskem mladinskem centru. Lep dan. Kristjan, čau. Radio Fantasy. Radio Fantasy.